Danes v Pomurskem dnevniku 6 osumljencev kazensko ovadili. V čelnem trčenju hudo poškodovana Slovenka. V oddaji Vita o domači zobni pasti. Nasproti Dore letošnji Borštnikov nagrajenec. Vreme, jutri se bo zjasnilo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kot smo že poročali, so kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor v torek skupaj s policisti in kriminalisti večjih policijskih uprav opravili več hišnih preiskav. 6 osumljencev so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zoper njih odredil sodno pridržanje zaradi odločitve o priporu. To je ena izmed lokacij, kjer smo tudi sami v času torkovih hišnih preiskav opazili kriminaliste. Hudodelska družba je namreč pri madžarski družbi iz Slovaške kupovala antikorozivna sredstva ter jih kasneje pripeljala še na 2 lokaciji na širšem območju Maribora. To antikorozivno sredstvo je po našem vedenju postalo, se pravi, pogonsko gorivo v Sloveniji. In potem se je ta zmes dodelana, ki je dosegla ta prag, se pravi, pogonskega goriva, potem dostavljala v Italijo. Dodelano zmes so nato prodali na črnem trgu. Namigovanja, da naj bi zmes prodali benzinskim črpalkam, so policisti ovrgli, prav tako pravijo, da ni šlo za kurilno olje. Gre za dodajanje, se pravi, nekih aditivov in tega biodizla, tako smo vsaj mi do sedaj ugotovili. O kako velikih količinah zmanipuliranih maziv je govora, policija ne razkriva. Toda njihove ocene pravijo, da naj bi se tedensko v smeri Italije odpeljalo vsaj 5 cistern. Kot so še povedali, naj bi bila sporna zmes najdena samo na enem naslovu. Iz teh zbirališč, skladišč prečrpali okoli 80.000 litrov te snovi. 6, ki ostaja v sodnem pridržanju, je že bila v postopkih zaradi takšnih in podobnih kaznivih dejanj. Ravno ti osumljenci, ki so vsi po vrsti državljani Slovenije, naj bi bili glavni organizatorji združbe. Nekaj manjšega se je v manjših količinah prodajalo tukaj, verjetno domnevam, da na domu, nekaj pa, se pravi, tisto ostalo, kar je pa šlo v Italijo, pa je bilo praviloma pod dosedaj ugotovljenjem, se pravi, dostavljeno ali direktno na gradbišča, ker se je to v bistvu v stroje pretočilo. Zlorabljali so gospodarske družbe, na čela katerih so postavili slamnate direktorje. Neki ljudje iz družbenega dna ali pa ljudje nevešči. Se pravi, lahko tudi mogoče opozorilo, kakšni študenti je kdaj, ne. Ker je fino v bistvu zelo takojšen zaslužek v bistvu, da ti za eno družbo malo papirje preneseš, pa greš na banko denar dvigant, pa izročiš denar. Proračun so s svojimi manevri oškodovali za okoli 3,3 milijona evrov. Del te premoženjske koristi pa so ob tem uporabili tudi pri pranju denarja. Na avstrijskih cestah je včeraj prišlo do prometne nesreče, v kateri je bila huje poškodovana Slovenka, ki so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Feldbachu. V avstrijskem kraju Suhi Mlin oziroma Minihof-Libau, nekaj kilometrov od slovensko-avstrijske meje, se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri je bila hudo poškodovana Slovenka, ki pa je izven življenjske nevarnosti. Kot so nam povedali avstrijski policisti, sta bili v čelnem trčenju osebnih vozil v kraju Jennersdorf težko poškodovani 2 osebi. Poškodovanki, ena je slovenska, druga pa avstrijska državljanka, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Ob tem smo od avstrijskih policistov uspeli izvedeti tudi to, da sta bili obe prepeljani v bolnišnico v Feldbachu. Slovenka se je sicer iz dela v Avstriji vračala proti domu. Do nesreče je prišlo le slab kilometer od kraja, ker se je decembra lani zgodila tragična prometna nesreča, v kateri sta hudo trčila slovenski avtobus in avtomobil, pri čemer sta umrla 2 Slovenca. Pred nami je še ena oddaja Vita življenje je lepo, ki bo tudi tokrat polna zanimivih in uporabnih nasvetov. Pred kratkim je bilo v oddaji govora o naravni negi naše kože in kako pomembno je, kaj dajemo na svojo kožo. Tokrat pa so se z Brigito Šušteršič posvetili zobnim pastam in deodorantom. Vedno več ljudi se zaveda, da so zobne paste in deodoranti polni strupenih kemikalij. Z doma narejeno zobno pasto in deodorantom boste prihranili denar, izognili se boste škodljivim sestavinam in odkrili svoje ustvarjalne sposobnosti. V drugem delu oddaje boste Urška in Mojca Peče-Graj predstavili tehniko Access Bars, tehniko, ki spreminja življenja. Ne spreglejte nove oddaje Vita življenje je lepo, ki bo na sporedu danes ob 18:30 in 20:15. Prav tako pa spremljajte vedno nove vsebine na spletnem portalu vitazivljenje.si.
Nasproti Marjana Dore je tokrat sedel igralec Janez Škof, ki je letos prejel Borštnikov prstan za življenjsko delo. Poglejmo si kratek izsek iz pogovora, več pa v nedeljo ob 18. in 22. Prava tonemska govorica je padajoča kadenca. Jaz imam pa raztoča, to je pa tiste gor zavijaš in to odpravljati je pa zelo težko. Tega niti na začetku nisem slišal sam pri sebi. Tako da sem imel pa respekt pred odrskim govorjenjem, sem imel zmeraj občutek, da ne znam. Da se me sliši, da se izdajam, da govorim kaj kmet. Pa najbrž tudi še danes. To moram reči, da me je pa zelo potolažil Kosmač, Rudi. Rudi Kosmač je pri nas učil umetniško besedo, ampak mene lih še ni imel. Sam je pa takrat akademija mogla izvesti eno proslavo in je on imel te, ki smo nekaj govorili pesmi čez, no in je pol mene enkrat obdeloval, naslednji let bi pa mogel že mene tudi imeti v tretjem ali četrtem umetniško besedo, sam je pol umrl. Njemu je pa na odru eksplodiral srce, ko so Mlado Bredo delali na Generalki. In on je bil pa mojster govorjenja, se ga spomnite najbrž, in on me je pa takrat zelo potolažil, ko sem jaz pa jamral, sem rekel, pa se sliša, da po Gorencu govorim, je rekel, to sem pa cel življenje, jaz sem tudi Gorenc, pa čizmeri sem me uslišal, pa se čist nič več ne sakiram, ti sem už pa tudi nehal. In je bilo v redu, in če mi je tak človek to rekel, sem se pa potolažil, pa se pa nisem več sakiral. Tudi ta teden smo za vas pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas. V podjetju Balvept v Murski Soboti iščejo novega sodelavca, ki bo izvajal strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Če želite delati v mednarodnem podjetju, imate vodstvene in organizacijske sposobnosti ter vam vodenje manjše skupine ljudi predstavlja izziv, razmislite o zaposlitvi kot vodja računovodstva v podjetju Radenska. V občini Ljutomer ste medtem kot strokovni delavec lahko v pomoč pri izvajanju projektov na področju turizma. Ste ljubitelj filmov, prepoznate kakovost in dobro veste, kaj ljudi zanima oziroma kaj si radi ogledajo. Vaše znanje bo dobrodošlo v družbi ProPlus, kjer se lahko lotite pregledovanja filmskih vsebin in priprave programske sheme za televizijski program Kino. Priložnost pa vas čaka še v osnovni šoli Miška Krajnca Velika Polana, kjer zaposlijo vzgojitelja predšolskih otrok. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na Sobota Info poročajo o tem, v kateri občini je največ električnih vozil. Koliko jih je v vaši občini, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri dopoldne bo rahlo sneženje povsod ponehalo. Čez dan se bo od zahoda zjasnilo. Veter bo oslabel, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s sneženjem in temperaturami okrog 1 stopinje pod lediščem. Opoldne ste v Murski Soboti in Lendavi namerili 0 stopinj, v Radencih 1, v Krajinskem parku Goričko pa 2 stopinji pod lediščem. Jutri dopoldne bo rahlo sneženje povsod ponehalo. Čez dan se bo od zahoda zjasnilo. Veter bo oslabel. V Mariboru se bodo temperature gibale med -2 in 0, v Murski Soboti pa med -1 in 1 stopinjo Celzija. V nedeljo bo dopoldne pretežno jasno, jutro bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačnost postopno povečala. V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bo prehodno rahlo snežilo. V nižjih legah Primorske pa večinoma rahlo deževalo. Spet bo zapihala burja.
Nedeljsko jutro bo hladno, namerili bomo -5 stopinj, čez dan pa se bo segrelo do 1 stopinje. Tudi začetek tedna bo hladnejši, zjutraj bomo namerili -4, popoldne pa 2 stopinji Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.